Spoštovane dame, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni na prvi letošnji prireditvi v organizaciji Slovensko-srbsko kulturno-humanitarnega društva Srečanje. Nocoj smo za vas pripravili odprtje tretje tradicionalne razstave pravoslavnih ikon. Soorganizatorja dogodka sta Splošna knjižnica Slovenske Konjice in Tic Slovenske Konjice, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi Mateju Nareksu in Foto Nareks ter Emiljanu Skrbišu in njegovi firmi S-Design. Društvo Srečanje je slovensko-srbsko društvo, v katerem povezujemo dva naroda, dve kulturi. 6. januarjem, na dan treh svetih kraljev, se v zahodni krščanski cerkvi končujejo božični prazniki in s tem dnem se božični prazniki pričenjajo v ortodoksni oziroma vzhodno-krščanski pravoslavni cerkvi. Zaradi tega smo se v društvu Srečanje odločili, da mesec januar tradicionalno posvetimo razstavam pravoslavnih ikon. Nocoj odpiramo samostojno razstavo makedonskega ikonopisca Alimpija Košarkovskega z naslovom Aureole. Preden pa vam podrobneje predstavim gospoda Alimpija, bi prosila Gerhija, da nam nekaj zaigra.
Prepričana sem, da vsaj domačinom Gerhija ni potrebno podrobneje predstaviti. Za vse obiskovalce, ki pa ste prišli od druge, bom Gerhiju povedala nekaj besed. Gerhard Klemen, Gerhi, naš prijatelj in someščan, že vrsto let se posveča proučevanju zelišč in alternativnih tehnik zdravljenja, med katere spada tudi meditacija z gongom. Gerhi je alternativni zdravilec in zeliščar. Če pa vas v njegovem delu in pristopu zanima kaj več, ga lahko po končani prireditvi povprašate sami. Morda bi povedala samo še to, da je igral oziroma igra na Saturnov gong. Gongov je 7, tako kot je 7 svetih planetov. Gospod Alimpije Košarkovski, rojen 1952 v Vevčanih v Republiki Makedoniji. Življenjska pot ga je ponesla v svet, kjer je našel svojo drugo domovino, Slovenijo. Že vrsto let živi z družino v Šoštanju. Ikonopisja se je učil pri akademskem slikarju Gocetu Kaledžijskemu in magister Silvi Božinovi. Svoj lastni izraz pa razvija od svojih prvih potez s Čopičem dalje. Aktivno razstavlja od leta 2010, ko je imel prvo samostojno razstavo v Mestni galeriji v Šoštanju. Umetnostni zgodovinar in kurator Matija Plevnik o Alimpiju pravi: nabor razstavljenih del je izredno zgoščen, saj po ikonografski plati predstavlja izključno sakralno motiviko. Za osvetlitev avtorjeve ustvarjalne poti in njegovih del moramo nujno osvetliti vsaj dva ključna podatka, ki nakazujeta ključ za branje, razumevanje tako posameznih del kot celotne pričujoče razstave. Temeljna poteza za razumevanje umetnosti, tako imenovane vzhodno-krščanske pravoslavne umetnosti, je doseganje mojstrstva preko ustaljenih norm, obrazcev in likovnih form. V tem diametralno nasprotuje zahodnoevropski umetnosti, ki vse od velike schizme leta 1054 našega štetja temelji v veliko večji inventivnosti kompozicij, ikonografije in nenehnem preseganju izročila starejših mojstrov. Zato je bizantinska umetnost po svojem bistvu iskanje mojstrstva v ponavljanju, duhovno morda celo bližnjemu in daljnemu vzhodu kot zahodu. Najžlahtnejši primer bizantinske umetnosti so vsekakor ikone. V grščini je ikon pomeni podobo. Te naj bi imele mistični nastanek, saj naj bi bile prve ikone nastale po božji volji in ne kot delo človeške roke. Zaradi pomena arhetipa ikon pa je avtorstvo vse do danes drugotnega pomena, kar bi lahko trdili tudi za osnovni avtorjev pristop. Zlasti po inoklazmu, uničevanju podob v 8. in 9. stoletju, je nastopilo trajno obdobje ikonofilstva. Takrat so se skorajda dokončno oblikovali ikonografski tipi in likovni obrazci, ki v prvi vrsti nakazujejo neprekinjeno tradicijo vzhodnega slikarstva. Ikona kot pomemben nosilec sporočilnosti ideologije pooseblja svetopisemske junake, ki so pred opazovalcem ne samo naslikani, temveč so pred njim tudi fizično prezentni. Drug pomemben ključ razumevanja del predstavlja podatek, da je avtor rojen v Makedoniji, arheološki zakladnici, v deželi, ki je v preteklosti zaradi svoje izjemne lege in bližine pomembnih središč podarila človeštvu med drugim Aleksandra Makedonskega in tako imenovano makedonsko renesanso. Slednja kvalitativno še vedno predstavlja presežek likovnih dosežkov bizantinske umetnosti. Alimpije Košarkovski se z ikonami vrača k svojim koreninam. Preko ponavljanja, kopiranja svojih predhodnikov, tako v tehniki, jajčno-tempo, leseni nosilec, kot v ustaljenih kompozicijskih normah, se avtor kali v natančnosti, potrpežljivosti,
skratka meditativnosti. V tem procesu so nastala likovna dela, neke vrste ikonostas pomembnih novozaveznih biblijskih oseb, ki bolj ali manj zvesto sledijo svojim slavnejšim izvirnikom. Preko obrnjene perspektive, dekorativne draperije, zamolklega kolorita in tipičnih, za nas nekoliko okorelih kompozicijskih rešitev, avtor vzpostavlja svojo kulturno identiteto. Opus Košarkovskega bi lahko brez poznavanja njegovega primarnega duhovnega okolja hitro označili za konzervativnega in starinskega. Temu ni tako, saj kot vsak ikonopisec stremi k iskanju popolnosti v ponavljanju potez, kompoziciji, motivike, barv in tehnik svojih predhodnikov. Nenazadnje tudi njegove ikone svojo nespremenjeno trdoživostjo dokazujejo, da se avtor staplja z duhovnim izročilom, ki neprekinjeno poteka že dobrih 11 stoletij. Kljub odklonu od zahodnoevropske slikarske tradicije je tudi pričujoča razstava dokaz, da nas različnost bogati in nenehno navdihuje. Olimpije Košarkovski se lahko pohvali s 25 razstavami, od tega 3 skupinskimi razstavami in z udeležbo na 2 mednarodnih razstavah na Slovaškem. Preden vas se prepustite uživanju ob razstavljenih ikonah, vas po končanem ogledu vabim na zunanjo galerijo, na skromen prigrizek in druženje. Sedaj bi pa prosila gospoda Saliha Beščiča, predsednika Društva šaleških likovnikov, katerih član je tudi gospod Olimpije Košarkovski, da odpre razstavo. Hvala. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, likovnice, likovniki, cenjeni gostje, veliko čast mi je, da vas danes v imenu Društva šaleških likovnikov in v svojem imenu prav lepo in prisrčno pozdravim na današnji otvoritvi razstave našega člana Olimpija Košarkovskega. Ob tej priliki, gospod Olimpije, iskreno čestitam. Ti želim veliko ustvarjalnega zdravega nadiha. Vama pa vsem skupaj želim en lep večer in druženje z nami. Razstava je odprta. Jaz bi se še enkrat zahvalil za tako visoko udeležbo. Sem vesel, da ste se udeležili moje razstavi. Hvala.